Lepo pozdravljeni. Mariborski župan Franc Kangler je v zvezi s poslovanjem družbe Farmadent, ki je prek mariborskih lekarn v 100% občinski lasti ravnal koruptivno, ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije. Da se v družbi dogajajo nepravilnosti, smo poročali v začetku leta, ko so nadzorniki razrešili dolgoletnega direktorja Leopolda Donka. Saj naj bi bil ta z nakupom skladišča družbo oškodoval za 600 000 evrov. Ključne ugotovitve protikorupcijske komisije: župan naj bi bil vplival na direktorja Farmadenta Leopolda Donka, da je sklenil svetovalno pogodbo z družbo Salutor nekdanjega poslanca Saša Pečeta. Ta naj bi svetovanjem zaslužil skoraj 100 000 evrov. Da je župan narekoval marsikatero kadrovsko odločitev, je po razrešitvi priznal nekdanji direktor. Župan me je pozval na občino oziroma tajništvo županstva me je pozvalo na občino k njemu na sestanek in mi je rekel: zaposlite gospoda Pečeta. In še kljub nasprotnim interesom je župan dosegel imenovanje Dušanke Jurenec za prokuristko Farmadenta. Njena mesečna plača znaša nekaj manj kot 10 000 evrov. Na seznamu koruptivnih dejanj pa tudi posojilo družbi RTS v višini kar 100 000 evrov. Premoženjsko korist naj bi bil zagotovil tudi odvetniku Dušanu Kolšku. Povedano v nepravniškem jeziku, ravnanja predstavljajo sistematičen klientelizem na škodo javnih sredstev in javnih podjetij. Pričakovano mariborski župan sklepe komisije ostro zavrača, češ da je svoje mnenje oblikovala le po pogovoru z Donkom. Nikoli nikdar nisem vplival na gospoda Donkota. Ne v zadevi Saša Pečeta, ne v zadevi gospoda Ujčiča, kaj šele v zadevi gospoda Kolška. S podpisom pogodbe o svetovanju tako protikorupcijska komisija pa je koruptivno ravnal tudi Donko. Se strinjam z ugotovitvami protikorupcijske komisije. Sem se zavedal, da je škodna, ampak še vedno manj škodna kot zaposlitev eventualna. Vse ugotovitve z dokumentacijo je protikorupcijska komisija že odstopila mariborskemu tožilstvu. V kratkem pa se bo komisija lotila tudi raziskovanja korupcije povezane z radarji. Mariborski župan Franc Kangler je obsodil izgrede, ki so izbruhnili med ponedeljkovimi protesti proti spornim merilnikom hitrosti v nekaterih mariborskih križiščih. Za protesti po njegovem stoji mestna opozicija. Ta očitke vztrajno zavrača in poudarja, da ves čas spodbuja k dialogu in zavrača vandalizem. Tako so sinoči protestniki pred občino pozivali župana Kanglerja. Svoje nezadovoljstvo z radarji in njegovim načinom vodenja mesta so podkrepili še zažigom njegove slike ter metanjem jajc in kamenja v občinsko stavbo. In jaz mislim, da to ni način dialoga v tem mestu, da nekdo na ta način pred mestno občino Maribor protestira z ognjem in podobno stvari. Kangler je sicer organizacijo protestov pripisal mariborski mestni opoziciji, ki pa njegove trditve vztrajno zanika. Mariborčane smo večkrat pozvali, da naj ne pristopajo k nasilnim dejanjem. Župan vztraja, da ima še vedno visoko podporo občanov in da o odstopu nikakor ne razmišlja. Verjetno predsednik vlade in vlada tudi ne odstopijo v tistem trenutku, ko protestirajo. Tudi sam ne mislim na takšen način, ne. Mogli bi ga skenslati, ne? Drugače pa, ja. Napačno je vsekakor, kaj dela. Sigurno dobro, ker ne bi bila, če ne bi 12 kazenskih ovadb. Zdaj ima dosti. Zdaj še imamo naš predsednik vlada v kazensko ovadbo, pa na sodišče pa še nismo vzeli se. Strasti v Mariboru se sicer še niso umirile. Napovedani so namreč novi protesti, medtem pa se čaka tudi na ugotovitve Računskega sodišča in protikorupcijske komisije, ki bosta preučili sporno pogodbo. Škodo po nedavnih poplavah si je na širšem območju Štajerske ogledal tudi minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Županom ogroženih občin je obljubil, da naj bi na vladi prihodnji teden obravnavali prvi dopolnjeni intervencijski program ter pripravili sanacijski program. Prednostno pa naj bi na rekah čim prej odstranili naplavine in sipine, tako bi zagotovili boljšo pretočnost. Minister Bogovič priznava, kar več kot 200 milijonov evrov so v zaostanku s poplačili in sanacijo po ujmah od leta 2004 dalje. Zdaj ima z interventnim zakonom na voljo le 17 milijonov evrov. Rešitev tako vidi v zadolžitvi države. Gre pa za zelo kvalitetna kreditna sredstva, tam do 5 let moratorija, 15-20 let na dobo odplačevanja in pa tudi zelo nizke obrestne mere.
Na drugi strani ljudje, ki so izgubili vse in na ureditev Drave in protipoplavne zidove čakajo že več let, v pomoč države ne verjamejo več. Jaz več ne verjamem v nič, gledajte. Nimava nič, prazno stanovanje, ne bi imela kje spati, če nama ne bi dali preščeri v službi postelje. Sam sebi prepuščen. Kritičen je bil tudi podjetnik, ki mu je voda zalila celotno proizvodnjo in uničila vse stroje. 4 mesece ne bomo mogli delati. Izpad ljudi, vsega, no, katastrofa. No. Jaz mislim, da je to glavna krivda človeška. Da vladi je bil sklep sprejet, smo zahtevali, ker je Meddržavna komisija za Dravo, da jasno poročilo dajo tudi oni. Po naših meritvah Drave pri namejnem profilu se izkazuje, da Avstrija ni oziroma avstrijske elektrarne niso pravočasno pred dogodkom praznile svojih akumulacijskih bazenov. Tako naj bi morebitno avstrijsko krivdo zdaj ugotavljala mešano slovensko-avstrijska komisija. Toda v časovnem poteku obljubljenega danes nismo slišali nič. V noči na torek občani Gorišnice in Markovcev niso spali. Narasla Drava je že poplavljene hiše ponovno zalivala. Komaj so ljudje nekoliko očistili blato in začeli odpravljati škodo po zadnji povodnji, je voda ponovno poplavila domove, gospodarska poslopja in hleve z živino. Komaj so včeraj z gradbeno mehanizacijo naredili zasilni most, da bi lahko oskrbovali farmo z okoli 80 000 piščanci, že je po noči voda vse odnesla, na farmi pa jim zdaj zmanjkuje krmil. Župan Gorišnice je obupan, namesto travnikov in njiv je zdaj nastala nova struga Drave. Zdaj nas pa tako nam poplavljajo. Tako smo ko žabe, da nas polivajo. In nimamo nobene moči, nimamo nič. Tudi gospa Marija te dni ne spi več mirno. Njena klet je še vedno polna vode, ki nikakor ne odteče. Pokaže nam prazne hleve, kjer so v prvem poplavnem valu poginile vse živali. Sem gledala gor iz brega, lahko samo domov, nič drugo. Potoplo se mi je 32 kur, 12 pujskov pa svinja. Nekaj metrov stran si gospod Ivan, ki šteje že več kot 8 križev, suši fotografije, edino kar mu je ostalo. Hiša prepita z vodo in na več mestih načeta za bivanje ne bo več primirna. Така до син мон суho, mislim, ne blatno, ovo pa blatno. In tako bo voda te hiše zalivala ob vsakem manjšem deževju najmanj pol leta zaradi ustavljene elektrarne Formin. Za povrh pa se ljudje ob tonah odpadkov bojujejo še s kačami, ki množično bežijo pred naraslo vodo. Spet se je izkazala slovenska pripravljenost pomagati tistim, ki so jih poplave zelo prizadele. Pri tem pomaga tudi naš regionalni RTV center Maribor. V posebni oddaji, ki smo jo pripravili v ponedeljek zvečer, ste darovali več kot 23 000 evrov. Številna podjetja pa so se klicu na pomoč odzvala z materialom oziroma izdelki. Nekaj teh smo zapeljali v Duplek. V zbirnem centru smo srečali mamico z le nekaj mesecev starim dojenčkom, ki je med oblačili iskala tisto najnujnejše, saj je tudi njim dom zalila voda. Oba s partnerjem sta gluhonema, živita pri starših. Podarili smo jima še ključek za 30 litrov mleka. Družina je obleko in hrano odpeljala domov, kjer nam pokažejo, kako visoko je bila voda. Tudi Mariničeva, ki je visoko noseča, je bila izdelkov perutnina in ključka z mlekom izjemno vesela. Da ste imeli za 2 meseca za vaše otročke, pa za vas seveda. Hvala. Brez besed, ne vem, kaj naj rečem. Klicu na pomoč se je namreč odzvala tudi družina Frešer. V zbirni center pa smo pripeljali tudi pakete perutnine, kruh in pekovske izdelke, ki so jih po noči za poplavljene spekli v pekarni Postojna, in donacijo Mariborske livarne. Prizadetim bomo namenili nekaj denarnih donacij, predvsem pa seveda sanitarne armature. Dobrota je res velika v ljudeh, to se vidi tistih, ki nimajo in tistih, ki imajo. Da je pripravljenost pomagati velika, smo se prepričali tudi sami, saj so hrano in oblačila vozili od povsod. Iz Lenarta, Slovenskih Goric. Bomo pomagali, bomo to razložili. In tako gospa Marina in drugi prostovoljci v zbirnih centrih že 8 dni brez odmora delijo pomoč. Ljudje, ki so iz podeželja ali ki imajo živino, prvo je reševal živino, prvo je rabo za hleve, kasneje je prišel na vrsto. Ob tem pa ljudi dobre volje obveščajo, da je v zbirnih centrih oblačil dovolj, primanjkuje pa ozimnice in gospodinjskih aparatov.
Družba Granit iz Slovenske Bistrice bo morala, če do ponedeljka ne dobi 2 milijona evrov kredita, svoje hčerinsko podjetje Gradbeništvo dati v stečaj. Kot pravijo, v Granitu bi s tem delo izgubilo 160 delavcev, posledice pa bi lahko močno omajale tudi poslovanje matične družbe. Zaposleni, ki so ostali brez plač, pa edino rešitev vidijo prav v stečaju, saj bi tako dobili terjatve poplačane iz jamstvenega sklada. Granit, ki ima že slab mesec blokiran žiroračun na likvidnostne težave bank in resorna ministrstva, opozarja že pol leta, saj se jim že 2 leti zapored ob isti realizaciji drastično niža kvota plačil v denarju. Preko 22 milijonov lansko leto, letos pa okrog 8 milijonov. To se pravi, da je to zmanjšanje res izrazito. Brez likvidnostnih sredstev rešitve ne bo, saj zakonodaja, ki glavnim izvajalcem nalaga plačilo davka za podizvajalce, ki so tako kot davek in bančne obveznosti prednostno poplačani, gradbena podjetja dobesedno sili v izgubo. Zdravih jetrih, zdravih pljučih, zdravem srcu nas banke in tisti, ki nam ne morejo ali nočejo prisluhniti, žive pošiljajo v grob, nažalost. In ker se ne nameravajo predati, bodo rešitve iskali do vložitve predloga za uvedbo stečaja. Prosimo za kredit, ki bi ga s projekti tudi vračali, tako da, in to s projekti, ker ima banka roko na tem. Tako da, družbena odgovornost bank tukaj prav gotovo ni prava. Banka, ki bi s podporo Granitu izgubila manj, kot bo v primeru stečaja, se do danes na Granitove prošnje ni odzvala. Časa za rešitev pa ni ravno na pretek. Škoda, ki bi v primeru Granitovega stečaja utrpela nova KBM, pa bi po mnenju Granita znašala vsaj 10 do 15 milijonov evrov. Za mesto direktorja Doma upokojencev Danice Vogrinec se potegujeta dosedanji direktor doma Marko Slavič in direktorica Centra za socialno delo v Lenartu Jasmina Gruden. Po 2 mesecih na občini še niso podali mnenja o kandidatih. Zdaj pa se je oglasila še socialna inšpekcija, ki leto dni po nadzoru zahteva razrešitev dosedanjega direktorja. Med ključnimi očitki socialnega nadzora sta neustrezni bivalni standardi v domu in nepravilna razmejitev mest med posebnim in splošnim delom zavoda. Direktor doma je ogorčen, po njegovem so očitki dobesedno privlečeni za lase. Govoriti o tem, da nismo izboljšali bivalnega standarda. Mislim, ob 5 milijonih investicije, brez enega evra kredita, ob vsej prenovi hiše, ki je bila tik pred Rasulom. Med očitki pa tudi, da je nesposoben in da ne pozna socialnih konceptov dela. Direktor je zato jasen. Zdaj bom pa tožil. Gre za prekoračitev meje še spodobnega. Sicer svet zavoda z ugotovitvami inšpekcijskega nadzora in zahtevo po razrešitvi direktorja še ni seznanjen. Tako da v imenu sveta pravzaprav komentirati tega ne morem. Kolikor pa poznam razmere kot tukaj zaposlena, oziroma kot osebno, če smem to komentirati, se mi pa zdi to pravzaprav dokaj nesprejemljivo. Na pristojnem ministrstvu zadržano odgovarjajo, da so z ugotovitvami inšpekcije seznanjeni, da pa še vedno čakajo na mnenje lokalne skupnosti. Predsednica komisije po 2 mesecih zavlačevanja le zagotavlja. Zagotovo ga bomo imeli na seji. Takrat bo dal predlog, komisija bo posredovala predlog na sejo mestnega sveta. Ta bo predvidoma konec tega meseca, medtem pa bo ministrstvo preučilo ugotovitve nadzora, postopek imenovanja pa nadaljevalo šele, ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Nepovezani poslanec Borut Ambrožič ni več magister znanosti. Senatorji Pravne fakultete v Mariboru so mu naziv v torek odvzeli, potem ko je posebna komisija na fakulteti podala mnenje, da je Ambrožičeva magistrska naloga plagiat oziroma da je precejšen del svoje naloge prepisal od drugih avtorjev, ne da bi jih navedel kot vir. Ambrožič vztraja, da gre za plod njegovega 6-letnega znanstveno-raziskovalnega dela. Člani senata Mariborske pravne fakultete, kjer je Borut Ambrožič pred 3 leti magistriral, so sklenili, da je Ambrožič naziv magister pridobil s prepisovanjem, kar je preverjala zato imenovana komisija na fakulteti. Senat z 11 glasovi za, nobenim glasom proti, sprejel ta predlog komisije in odločil, da se magistru Borutu Ambrožiču znanstveni naslov magistra pravnih znanosti za področje delovnega prava in prava socialne varnosti odzame. Tako od danes Ambrožič naziva magister ne sme uporabljati. Na sejo senata je bil povabljen tudi Borut Ambrožič, ki pa je dopoldne dekanu fakultete poslal elektronsko pošto, v kateri je zapisal, da ga ne bo, saj ima neznosen zobobol, ki mu onemogoča zbrano razmišljanje.
Senat njegovega izostanka ni upošteval, ker poslanec ni pravočasno dostavil zdravniškega opravičila. Gre za grobo kršitev postopka, zoper katero se seveda mislim ustrezno pritožiti. Sicer pa Ambrožič danes ne zagovarja več toliko svojega avtorstva, pač pa krivdo vali na druge. Samo pravim, da je takratna komisija leta 2008, sestavljena iz eminentnih članov, prav tako ugotovila, da je naloga produkt mojega individualnega raziskovalnega dela. Tako pa so šele letos, ko so nalogo pod drobnogled vzeli na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, s posebnim računalniškim programom ugotovili, da je v poslančevem magisteriju 93% besedila prepisanega, kar je pripeljalo do današnjega odvzema naziva. To pa je stališče univerze tudi edina posledica, ki je Ambrožiča doletela. Da pa bi zapustil poslanski sedež, pa Ambrožič ne razmišlja. V tem tednu se je začela zimska sezona. V podjetjih, ki opravljajo zimsko službo v Mariboru, so nanjo dobro pripravljeni. Tudi letos bo kakšnih 730 km občinskih cest in ulic čistil Nigrad, za državne ceste pa bosta poskrbeli cestni podjetji Ptuj in Murska Sobota. Občina bo tudi letos za zimsko službo rezervirala podobno vsoto kot lani, skoraj 1,5 milijona. Pri Nigradu bo za pluženje občinskih cest, ulic in avtobusnih postajališč poskrbelo 150 ljudi s 40 vozili. Smo nabavili eno novo specialno vozilo Unimog z vsemi ustreznimi priključki. Kompletno smo obnovili vse posipalce. Soli in peska je za zdaj dovolj, saj hranijo še lanske zaloge. Čiste bodo tudi državne ceste. V Murskosoboškem cestnem podjetju bo zanje skrbelo 50 ljudi. Na bazi Lenart je približno 20 enot posipno-plužnih, v Hočah pa je 6 enot, to so pa same tovorna vozila. Občani so bili lani z delom zimske službe nezadovoljni predvsem v središču mesta. Parkirišča so ostala zasnežena. Ta dilema žal ostaja, zato ker je odstranitev snega s pluženjem je možno samo takrat, če nekdo odstrani vozilo, drugače se pač iz vozišča sneg dopluži do vozila, ki je tam parkirano. Ne pozabite, jutri morajo biti vozila opremljena z zimskimi pnevmatikami. Letos je velika večina voznikov zamenjala pnevmatike že prej, ob tistih prvih napovedanih padavinah v oktobru, tako da zdaj je v bistvu stanje tekoče. Globa za vozilo, ki ne bo opremljeno z zimsko opremo, je 40 evrov. Potem vozila, ki ne bodo očiščena, je globa 200 evrov. Kaznovani pa bodo tudi lastniki hiš, ki nimajo nameščenih snegolomov in ne bodo pravočasno odstranjevali ledenih sveč. Globe znašajo od 120 do 500 evrov. Petek je bil v naših šolah in vrtcih v znamenju slovenskega zajtrka. S to akcijo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje že drugo leto zapored spodbuja uživanje lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah. Slovenski med, maslo, mleko, kruh in jabolka so zatrkovali tudi otroci pediatričnega oddelka Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Kaj je bilo najboljše od današnjega zajtrka? Črni kruh. Zakaj črni kruh? Ne vem, ful ga imam rad. Med. Pri moji teti večkrat je med, ki dela pri enem čebelarju, pol pa vedno kak med prinese. Je dobra hrana tukaj v bolnišnici? Ja, to nimam nič kaj več. Odlično imajo hrano. V slovenskih šolah, vrtcih, bolnišnicah, domovih za ostarele in drugih javnih zavodih letno namenijo za nakup hrane 140 milijonov evrov. Žal velik del te hrane, ki se izdobavi, je iz uvoza in ravno v tem je tudi motivacija te in drugih aktivnosti, ki jih peljemo, da bi uveljavili skrajšane prodajne verige, zmanjšali transporte. Glavna ovira so javna naročila, kjer moramo upoštevati pravzaprav najcenejše dobavitelje. Tako da tu včasih imamo težave. Današnji dan pa je letos prvič tudi slovenski dan hrane. Praznovali ga bomo vsak 3. petek v novembru. Gre predvsem za podporo domačim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter ohranjanju okolja. Na kmetiji Veglovih pa so letos imeli velik krompir oziroma natančneje veliko repo. Podobne v Sloveniji letos zagotovo ni, sploh po hudi suši, ki je prizadela precejšen del kmetijskih površin. Pri njih je niso občutili, za dobro letino pa se tudi niso pretirano trudili. V Halozah pri družini Vegel so z letošnjimi pridelki zadovoljni. Vseeno pa jih je zelo presenetila rekordno velika repa, ki je zrasla na njivi za hišo.
Mislim pa, da nima kaj dosti manj kot 3 kile. Ali pa vsaj 2,5. Za puljenje takšnih velikank bo potrebno veliko parov rok, skoraj tako kot v znani pravljici o debeli repi. In kar nekaj takšnih jim je letos podarila zemlja, čeprav se niso kaj prida trudili, zgolj preorali, repo posejali in pobrali. Mislim, da so vsi imeli manjše repe, tako da, ko sem dol sosede videla, to so z lahkoto trgali, ampak meni je to malo čudno, da je taka velika zrasla. Medtem ko običajna repa tehta manj kot pol kilograma, so njihove precej bolj premaknile kazalec na tehnici. Tota pa ima okrog 3 kile. Za koliko mislite, da bo ena 3-kilska repa, za koliko bojte repe? A to pa bo kar nekaj. Mislim, da za kakšna 2 obroka več pa tudi ne. Še sreča, da jo imajo pri veglovih radi, saj je bo več kot dovolj. Repine krme pa bodo vesele tudi živali, ki jih ne manjka na kmetiji, kjer se trudijo, da se kolikor le da samo oskrbujejo. S takšnimi letinami to ne bo težko. Ko bi bila letina tudi na drugih področjih tako obilna kot pri veglovih. Prijeten preostanek vikenda želimo in nasvidenje.